V župnišču na Sedlih pri Kamniku je danes potekalo redno letno srečanje župnijskih pastoralnih svetov kamniške dekanije. Osrednja tema srečanja so bile priprave na evharistični kongres. Ta bo potekal julija prihodnje leto v Ljubljani. Kako potekajo priprave na evharistični kongres, smo povprašali župnika Danijela Kaštruna iz Sel. Torej, priprave na evharistični kongres potekajo v župnijah, tako da imamo pred mašami pol ure molitev pred Najsvetejšim. Torej, mnogi župnijah to na naši dekaniji imamo. Poleg tega seveda imamo tudi molitvene skupine, recimo, ki v delovnikih molijo pred Najsvetejšim. Jaz recimo vsak dan odprem tabernakeljska vrata in potem določeni župani pridejo in molijo pred Najsvetejšim. Torej, otroke uvajamo tako, da jih vsaj enkrat na mesec ali pa tudi dvakrat, torej pred veroukom peljemo v cerkev k molitvi. In to se lepo vnese, tudi se kar lepo molijo in se uvajajo. Seveda, treba je pa tudi v župnijah torej pospeševati vednost o evharistiji, o zakramenti. In kakšna je razlika med evharističnim kongresom, ki bo prihodnje leto, in evharističnim kongresom leta 1935? Gotovo je, tukaj je velika razlika. Torej, neki paradoks se tukaj srečujemo. Torej, mislim, da je bil kongres tam 35-36 leta. Torej, takrat je bila Slovenija klasično krščanska. Torej, to so bili ljudje molitve. Torej, čiščenje svetega grešnega telesa je bilo na višku, ne? In vendar, torej je ta kongres, torej za tem kongresom so se zgodile grozljive stvari. Revolucija, državljanska vojna, torej Kainova zgodba. Torej, tako da je, vendar je ta kongres bil, mislim, da je bil po mojem bolj, torej ta izraz vere, v katero, torej to češčenje, to molitev, vendar je bilo to že tudi čas, torej liberalizma, čas drugačnih misli. Tako da je tisti čas kar podoben današnjemu, da nismo bili kristjani, torej 100% monolitni, enomisleči. Torej, že takrat so bili ljudje drugačnega gledanja. Verjete, glede odrešenja, sprejemanja odrešenja ali odklanjanja, vedno tako. Da nikoli ne moremo se iti v evharistični kongres kot neko manifestacijo, ampak se gremo v tem smislu, torej, kar sedaj nekako delamo, da bi poglobili vero kristjanov v moč sakramentov in evharistije.